September, pisani jesenski mesec, čas skrbnega trganja grozdja in oglašanja klopotcev, je v Dravinjski dolini med vinorodnimi griči še posebej vesel. Tradicionalno se je na mestnem trgu v Slovenskih Konjicah v soboto 15. septembra v popoldanskem času odvijala naznanitev trgatve 2012 v soorganizaciji Občine Slovenske Konjice, Centrom za kulturne prireditve in Turistično-informacijskim centrom. Obiskovalce so za začetek s svojimi ritmi ogreli člani ansambla Original Pohorci. Uvodne besede je namenil podžupan občine Slovenske Konjice Bojan Podkrajšek. Jaz bi izkoristil to priložnost in se vsem vinogradnikom iskreno zahvalil, da imamo v našem okolju tako lepe vinograde, iskrena zahvala in čast nam je, da lahko pijemo tako kakovostna vina. Skratka, občanke in občani, eno lepo soboto vam želim. Hvala. Po goste je seveda prišla tudi Martina Baškovič, vinska kraljica Slovenije 2012 in glavni akterji dneva, vinogradniki Dravinjske doline. Predstavili so tradicionalni način trganja grozdja v vinogradih v Dravinjski dolini, ki je običajno pospremljen z obilico dobre hrane, žlahtne pijače in vesele glasbe. Številni ponudniki na stojnicah so svoje turistične in druge izdelke ponujali obiskovalcem v degustacijo, ogled in nakup. Na eni izmed njih je bil na voljo sodček brezplačnega vina, ob koncu prireditve pa še čevapčiči, za kar gre tudi letos zahvala občini Slovenske Konjice in županu Miranu Gorinšku. Trgatev je poseben dogodek, kjer se zberejo prijatelji in sorodniki, ki z veseljem obirajo zrelo grozdje za kasnejšo pridelavo žlahtne kapljice. Člani Društva vinogradnikov Dravinjske doline s predsednikom Jožetom Kotnikom so nazorno prikazali običaje, ki spadajo k trgatvi, od pozdrava in dobrodošlice gospodarje in gospodarice, vabila na trgatev, do tlačenja grozdja na star način z bosimi nogami, pri čemer jim je pomagala Martina Baškovič v vlogi slovenske vinske kraljice. Korona se je v teh krajih počutila več kot odlično. Tukaj gre tudi zahvala gospodu Tominšku in njegovi soprogi, ki me vedno znova sprejmete odprtih rok, vašemu predsedniku društva, gospodu Kotniku in vašemu županu ter tudi podžupanu. Iskreno vam hvala. Tebi, draga Neža, pa vse srečno in dobro na izboru, vsem ostalim pa prijetno trgatev in uživajte v dobri kapljici. Hvala. Predstavila se je še kandidatka za novo slovensko vinsko kraljico Neža Pavlič, ki je skupaj z vsemi trgači napeto čakala na rezultat vrednosti sladkorja in strokovne ocene letnika kmetijske svetovalke Ivice Podkrajšek. Strokovno sodelavko Ivico, da res zmeri tale mošt in da tudi, če je dovolj sladko, da lahko uradno naznani to vinsko trgatev in da lahko se res spustimo v naše vinograde. Lepo pozdravljeni na naznanitvi trgatve. Je že tako, da strokovnih nasvetov ne manjka nekaj med letom in stroko rabimo skozi celo leto. In za gotovostjo lahko trdim, da so letošnji pridelek izredno kakovosten in na drugi strani pa nekoliko manjši. Če kdaj, potem bo letos zdržalo, da pi malo, pi dobro, pi kakovostno, jaz dodajam, pi naše, pi domače, lokalno pridelano, kajti take kvalitete se v tujino ne splača prodajati. Sok smo zmerili, dejansko stanje smo spremljali čez celo leto, predvsem pa v zadnjem mesecu in naznanjam, da začetek trgatve za vse sorte. Vse vinogradnike pa še vljudno vabim, poženite seboj, pridite oziroma obdržite nekaj grozdja še za pozne in posebne trgatve, kajti boj za predikate oziroma za prvaka letnika 2012 je odprt. Dovednost pa taka, namerili smo 84 ekslejev, kar pomeni nekje 17,5-18 klosterne burške, kar pomeni, da ni treba dodajati sladkor, ker nas je mati narava letos tako obdarila. Mladinski pihalni orkester Glasbene šole Slovenske Konjice je ob praznovanju svoje 60-letnice obstoja in delovanja premierno izvedel Konjički valček,
in napovedal drugi del prireditve, ki je potekal v bolj slavnostnem vzdušju. Cenjeni gostje so bili predsednik Turistične zveze Slovenije gospod Peter Misja, predsednik Turistične zveze občine Sveti Stefan Orahovac Miljenko Štimac, iz Zgornje Stubice gospod Josip Pleškovič, iz občine Špičkovina gospod Rudi Rožman, iz Novske župan Antun Vidakovič in direktor Ljudske univerze Marijo Čelan. Turistično društvo Slovenske Konjice je svojo pot začrtalo leta 1932 in po njej uspešno hodi še danes, ko beleži častitljivih 80 let svojega delovanja. Na področju turistične dejavnosti v Dravinjski dolini ima tako zagotovo najstarejše korenine delovanja. Člani v društvu se želijo povezovati, sodelovati in dosegati dobre rezultate, obenem pa ustvarjati prijetno klimo, civilno-socialne iniciative ter spoštovati dostojanstvo človeka. Predsednik Turističnega društva Slovenske Konjice Ervin Jančič je v svojem imenu zbranim obiskovalcem namenil nekaj prijaznih besed in se zahvalil za vse spodbudne misli ob zavidljivem jubileju. Dragi konjičanke, dragi konjičani, spoštovani gostje, dragi prijatelji. Kar nekaj je bilo že povedanega o Turističnem društvu Slovenske Konjice, zato naštevanje bi bilo verjetno odveč. Lahko pa povemo, da jubilej 80 let je lep jubilej. Najstarejše društvo turistično v Sloveniji beleži 141 let. Za vse uspešno opravljene projekte in začrtano pot društva gre zahvala seveda mnogim članom, ki so v prostem času opravljali potrebna dela. Predsednik društva Ervin Jančič je ob tej priložnosti podelil zahvalne listine posameznikom in nekaterim predstavnikom lokalnega gospodarstva. Naziv častnega predsednika je pripadal gospodu Jožetu Fideršku. Častni naslov se podeljuje kot posebno priznanje za izjemne življenjske zasluge na področju razvoja društva in turizma v mestu Slovenske Konjice in za prepoznavnost domačega kraja v Sloveniji in izven njenih meja. V znak zahvale in spoštovanja za osebni prispevek pri razvoju društva in turizma v mestu Slovenske Konjice so podelili zahvalno listino naslednjim članicam in članom: Jožetu Kokotu, Alfredu Ravnjaku, Alojzu Pečovniku, Vidi Bezenšek, Tereziji Ajtič in Lidiji Pratnemer. Za osebni prispevek pri razvoju turistične dejavnosti v občini Slovenske Konjice in prepoznavnosti mesta Slovenske Konjice v evropskem prostoru so podelili zahvalno listino Janezu Jazbecu. Za pomoč pri delovanju, razvoju in prepoznavnosti društva na področju turistične dejavnosti so podelili zahvalo še podjetju Konus Konex d.o.o., podjetju Kostroj strojegradnja d.o.o., samostojnemu podjetniku avtobusni prevozi Marjan Pučnik Slovenske Konjice in občini Slovenske Konjice. Kot darilo praznovanju so v goste prišli prijatelji iz Biograda na Moru, in sicer je na prireditvi obiskovalce zabavala Klapa Romanca, ki je z dalmatinsko pesmijo čestitala društvu za častitljivi jubilej in tako na svoj način popestrila dogajanje ob naznanitvi trgatve 2012 v Slovenskih Konjicah. Ako nas nima, vidimo nočas kraj stola, a vidim, da nima nas pola, a pisme naše su za uviku. Evo mene moju i loša sama na bevanu, još je živa naša loza Josepene od verandu. Evo mene lipi moji galebne galeti, od uvijek je bila pisma Dalmaciji zakon sveti. Dogodek sta zaključila gospodar in gospodarica s povabilom na zabavo, jedačo in pijačo, saj je bilo delo dobro opravljeno. Z ansamblom Original Pohorci so vsi zbrani preživeli še nekaj prijetnih uric sončne septembrske sobote.